Kljub vročini na oder. Pevka Neža Pančur, tako imenovana Nesi, je tik pred nastopom na festivalu Ritem srca zbolela. Ni bilo nič hujšega, malo vročine in malo slabši glas, ampak z domačimi pripravki, kot so mleta kopriva, sadno-zelenjavni smutiji in super živilo maca, sem bila do nastopa že dobro. Glas je bil na svojem mestu, le še malo vročine sem imela. Na nastopu pa ni bilo sledi o kakršnem koli slabem počutju in bolezni. Princesa Kentska je dregnila v osje gnezdo. Princesa Kentska, ki je Britanci nimajo preveč v čislih, je spet enkrat dreznila v osje gnezdo. Izrekla je namreč besede, ki so globoko prizadele ljubitelje živali. Teh pa v Veliki Britaniji ni malo, mednje pa poleg kraljice Elizabete spadajo tudi člani njene najožje družine. In katera izjava princese Kentske je bila tako žaljiva? Rekla je, da živali nimajo nobenih pravic, saj ne volijo in ne plačujejo davkov. Danes ves čas poslušamo o pravicah živali, je govorila ženska, ki je poročena s kraljičevim bratrancem, princem Michaelom Kentskim in ki slovi po svoji pretirani varčnosti. Sicer imam rada živali, a tudi ne spremeni dejstva, da živali nimajo pravic, nimajo bančnih računov, nimajo volilne pravice. Da bi malce omilila svoje besede, je nadaljevala. Imamo dolžnosti do živali, tudi ali lahko trdimo, da imajo živali pravice? Pravice imajo tisti, ki plačujejo davke, pravice si treba zaslužiti. Princesa Kentska si je znova nabrala cel kup črnih pik v očeh organizacije PETA, ki se bori za dobro živali. Ker ima princesa doma kar 17 krznenih plaščev, je PETA leta 2007 poslala plašč iz umetnega krzna, da bi jo opozorila na njeno nesprejemljivo oblačenje. Pozneje pa je Kentska med drugim tudi priznala, da na primer ne skriva, kako sovraži lisice, ki živijo v mestih, saj so jim mrcina uničila njeno zbirko redkih kokoši. Včasih jih vidim, da sedijo ob uvozu v Kensingtonsko palačo. Zelo glasno zakričim nanje, one pa se sploh ne zmenijo zame. Mogoče bi bilo najbolje, da se tudi ljudje ne bi zmenili za izjave, s katerimi se oglaša princesa. Nosi lastni vložek. Hollywoodski veteran Robert Redford še vedno velja za enega najočarljivejših in najbolj čednih hollywoodskih zvezdnikov, pa čeprav šteje že 79 let. Popoln je v vseh pogledih, zna dobro igrati, je v izvrstni kondiciji, njegovo glavo pa še vedno krasijo lepi, gosti lasje. No ja, izkazalo se je, da ti vendarle niso vsi njegovi. Pred kratkim so ga namreč zalotili, ko je zavil v neko prodajalno lasulj v Los Angelesu. Možakar se je sicer skušal skriti za sončnimi očali in bejzbolsko čepico, vendar mu to ni uspelo. Pozneje se je tudi izvedelo, da je redna stranka tiste trgovine, saj že vrsto let nosi lastne vložke. Ljubezenski erekcijski pripomoček. Na polici trgovine Red Shop zasledimo pestro izbiro pripomočkov. Po besedah lastnice trgovine morajo biti v vsaki spalnici vibracijski erekcijski obroček, lubrikant, ne glede na to, koliko je ženska stara, in kakovostno masažno olje. Med novostmi omenja še čokolado za predigro, posebne poslikave za telo, ki se jih potem poliže, parfume s feromoni, ki menda omamljajo, kondome brez lateksa. Za vročo noč bodo poskrbeli še španska mušica z okusom jagode, čokolade ali maline, kroglica na daljinsko upravljanje ter vibratorji, ki jih prav tako lahko daljinsko upravljamo. V trgovini bomo našli še velik izbor pripomočkov za masturbacijo moških, če dame boli glava. Brez denarnice po opravkih. Pred nekaj dnevi se je pevka Rebeka Dremelj odpeljala v Ljubljano na redni zdravniški pregled. Ob tej priložnosti je nameravala opraviti še nekaj nakupov in drugih opravkov, vendar je med čakanjem na pregled ugotovila, da ne more kupiti niti osvežilne pijače, saj je bila brez denarja.
Odkar imam otroka, pogosto kaj pozabim, saj tudi potrebujem več stvari kot nekoč. Tako sem pred kratkim vzela od doma vse zašajano, pozabila pa sem najpomembnejše, denarnico, je potožila Rebeka, ki tako ni imela niti par evrov za parkiranje. Ampak seveda nobena težava ni prevelika, če ima človek dobre prijatelje. In Rebeka jih ima. Tako je hitro poklicala prijateljico, ta pa ji je posodila denar, da je imela tako za parkiranje, kot tudi za pijačo in rezervo, če bi morda še kaj potrebovala. Kljub vročini na oder. Pevka Neža Pančur, tako imenovana Nesi, je tik pred nastopom na festivalu Ritem srca zbolela. Ni bilo nič hujšega, malo vročine in malo slabši glas, ampak z domačimi pripravki, kot so mleta kopriva, sadno-zelenjavni smutiji in super živilo maca, sem bila do nastopa že dobro. Glas je bil na svojem mestu, le še malo vročine sem imela. Na nastopu pa ni bilo sledi o kakršnem koli slabem počutju in bolezni. Princesa Kentska je dregnila v osje gnezdo. Princesa Kentska, ki je Britanci nimajo preveč v čislih, je spet enkrat dreznila v osje gnezdo. Izrekla je namreč besede, ki so globoko prizadele ljubitelje živali. Teh pa v Veliki Britaniji ni malo, mednje pa poleg kraljice Elizabete spadajo tudi člani njene najožje družine. In katera izjava princese Kentske je bila tako žaljiva? Rekla je, da živali nimajo nobenih pravic, saj ne volijo in ne plačujejo davkov. Danes ves čas poslušamo o pravicah živali, je govorila ženska, ki je poročena s kraljičevim bratrancem, princem Michaelom Kentskim in ki slovi po svoji pretirani varčnosti. Sicer imam rada živali, a tudi ne spremeni dejstva, da živali nimajo pravic, nimajo bančnih računov, nimajo volilne pravice. Da bi malce umilila svoje besede, je nadaljevala. Imamo dolžnosti do živali, toda ali lahko trdimo, da imajo živali pravice? Pravice imajo tisti, ki plačujejo davke, pravici si treba zaslužiti. Princesa Kentska si je znova nabrala cel kup črnih pik v očeh organizacije PETA, ki se bori za dobro živali. Ker ima princesa doma kar 17 krznenih plaščev, je PETA leta 2007 poslala plašč iz umetnega krzna, da bi jo opozorila na njeno nesprejemljivo oblačenje. Pozneje pa je Kentska med drugim tudi priznala, da na primer ne skriva, kako sovraži lisice, ki živijo v mestih, saj so jim marcina uničila njeno zbirko redkih kokoši. Včasih jih vidim, da sedijo ob uvozu v Kensingtonsko palačo. Zelo glasno zakričim nanje, one pa se sploh ne zmenijo zame. Mogoče bi bilo najbolje, da se tudi ljudje ne bi zmenili za izjave, s katerimi se oglaša princesa. Nosi lastni vložek. Hollywoodski veteran Robert Redford še vedno velja za enega najočarljivejših in najbolj čednih hollywoodskih zvezdnikov, pa čeprav šteje že 79 let. Popoln je v vseh pogledih, zna dobro igrati, je v izvrstni kondiciji, njegovo glavo pa še vedno krasijo lepi, gosti lasje. No ja, izkazalo se je, da ti vendarle niso vsi njegovi. Pred kratkim so ga namreč zalotili, ko je zavil v neko prodajalno lasulj v Los Angelesu. Možakar se je sicer skušal skriti za sončnimi očali in bejzbolsko čepico, vendar mu to ni uspelo. Pozneje se je tudi izvedelo, da je redna stranka tiste trgovine, saj že vrsto let nosi lastne vložke. Ljubezenski erekcijski pripomoček. Na polici trgovine Red Shop zasledimo pestro izbiro pripomočkov. Po besedah lastnice trgovine morajo biti v vsaki spalnici vibracijski erekcijski obroček, lubrikant, ne glede na to, koliko je ženska stara, in kakovostno masažno olje.
Med novostmi omenja še čokolado za pred igro, posebne poslikave za telo, ki se jih potem poliže, parfume s feromoni, ki menda omamljajo, kondome brez lateksa. Za vročo noč bodo poskrbeli še španska mušica z okusom jagode, čokolade ali maline, kroglica na daljinsko upravljanje ter vibratorji, ki jih prav tako lahko daljinsko upravljamo. V trgovini bomo našli še velik izbor pripomočkov za masturbacijo moških, če dame boli glava. Brez denarnice po opravkih. Pred nekaj dnevi se je pevka Rebeka Dremelj odpeljala v Ljubljano na redni zdravniški pregled. Ob tej priložnosti je nameravala opraviti še nekaj nakupov in drugih opravkov, vendar je med čakanjem na pregled ugotovila, da ne more kupiti niti osvežilne pijače, saj je bila brez denarja. Odkar imam otroka, pogosto kaj pozabim, saj tudi potrebujem več stvari kot nekoč. Tako sem pred kratkim vzela od doma vse zašajano, pozabila pa sem najpomembnejše, denarnico, je potožila Rebeka, ki tako ni imela niti par evrov za parkiranje. Ampak seveda nobena težava ni prevelika, če ima človek dobre prijatelje. In Rebeka jih ima. Tako je hitro poklicala prijateljico, ta pa ji je posodila denar, da je imela tako za parkiranje, kot tudi za pijačo in rezervo, če bi morda še kaj potrebovala. Kljub vročini na oder. Pevka Neža Pančur, tako imenovana Nesi, je tik pred nastopom na festivalu Ritem srca zbolela. Ni bilo nič hujšega, malo vročine in malo slabši glas, ampak z domačimi pripravki, kot so mleta kopriva, sadno-zelenjavni smutiji in super živilo maca, sem bila do nastopa že dobro. Glas je bil na svojem mestu, le še malo vročine sem imela. Na nastopu pa ni bilo sledi o kakršnem koli slabem počutju in bolezni. Princesa Kentska je dregnila v osje gnezdo. Princesa Kentska, ki je Britanci nimajo preveč v čislih, je spet enkrat dreznila v osje gnezdo. Izrekla je namreč besede, ki so globoko prizadele ljubitelje živali. Teh pa v Veliki Britaniji ni malo, mednje pa poleg kraljice Elizabete spadajo tudi člani njene najožje družine. In katera izjava princese Kentske je bila tako žaljiva? Rekla je, da živali nimajo nobenih pravic, saj ne volijo in ne plačujejo davkov. Danes ves čas poslušamo o pravicah živali, je govorila ženska, ki je poročena s kraljičevim bratrancem, princem Michaelom Kentskim in ki slovi po svoji pretirani varčnosti. Sicer imam rada živali, a tudi ne spremeni dejstva, da živali nimajo pravic, nimajo bančnih računov, nimajo volilne pravice. Da bi malce umilila svoje besede, je nadaljevala. Imamo dolžnosti do živali, toda ali lahko trdimo, da imajo živali pravice? Pravice imajo tisti, ki plačujejo davke, pravice si treba zaslužiti. Princesa Kentska si je znova nabrala cel kup črnih pik v očeh organizacije PETA, ki se bori za dobro živali. Ker ima princesa doma kar 17 krznenih plaščev, je PETA leta 2007 poslala plašč iz umetnega krzna, da bi jo opozorila na njeno nesprejemljivo oblačenje. Pozneje pa je Kentska med drugim tudi priznala, da na primer ne skriva, kako sovraži lisice, ki živijo v mestih, saj so jim mrcina uničila njeno zbirko redkih kokoši. Včasih jih vidim, da sedijo ob uvozu v Kensingtonsko palačo. Zelo glasno zakričim nanje, one pa se sploh ne zmenijo zame. Mogoče bi bilo najbolje, da se tudi ljudje ne bi zmenili za izjave, s katerimi se oglaša princesa. Nosi lastni vložek. Hollywoodski veteran Robert Redford še vedno velja za enega najočarljivejših in najbolj čednih hollywoodskih zvezdnikov, pa čeprav šteje že 79 let.
Popoln je v vseh pogledih, zna dobro igrati, je v izvrstni kondiciji, njegovo glavo pa še vedno krasijo lepi, gosti lasje. No ja, izkazalo se je, da ti vendarle niso vsi njegovi. Pred kratkim so ga namreč zalotili, ko je zavil v neko prodajalno lasulj v Los Angelesu. Možakar se je sicer skušal skriti za sončnimi očali in bejzbolsko čepico, vendar mu to ni uspelo. Pozneje se je tudi izvedelo, da je redna stranka tiste trgovine, saj že vrsto let nosi lastne vložke. Ljubezenski erekcijski pripomoček. Na polici trgovine Red Shop zasledimo pestro izbiro pripomočkov. Po besedah lastnice trgovine morajo biti v vsaki spalnici vibracijski erekcijski obroček, lubrikant, ne glede na to, koliko je ženska stara, in kakovostno masažno olje. Med novostmi omenja še čokolado za pred igro, posebne poslikave za telo, ki se jih potem poliže, parfume s feromoni, ki menda omamljajo, kondome brez lateksa. Za vročo noč bodo poskrbeli še španska mušica z okusom jagode, čokolade ali maline, kroglica na daljinsko upravljanje ter vibratorji, ki jih prav tako lahko daljinsko upravljamo. V trgovini bomo našli še velik izbor pripomočkov za masturbacijo moških, če dame boli glava. Brez denarnice po opravkih. Pred nekaj dnevi se je pevka Rebeka Dremelj odpeljala v Ljubljano na redni zdravniški pregled. Ob tej priložnosti je nameravala opraviti še nekaj nakupov in drugih opravkov, vendar je med čakanjem na pregled ugotovila, da ne more kupiti niti osvežilne pijače, saj je bila brez denarja. Odkar imam otroka, pogosto kaj pozabim, saj tudi potrebujem več stvari kot nekoč. Tako sem pred kratkim vzela od doma vse zašajano, pozabila pa sem najpomembnejše, denarnico, je potožila Rebeka, ki tako ni imela niti par evrov za parkiranje. Ampak seveda nobena težava ni prevelika, če ima človek dobre prijatelje. In Rebeka jih ima. Tako je hitro poklicala prijateljico, ta pa ji je posodila denar, da je imela tako za parkiranje, kot tudi za pijačo in rezervo, če bi morda še kaj potrebovala.